Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav iz Kidričevega. Pred nami je prva tekma 34. kroga. Zdelo se je, da bo predvsem pomembna za Aluminij, ki se bori za obstanek, ampak glede na vse dogodke, ki so se odvili v preteklem tednu, je zdaj tale obračun še kako pomemben tudi za Bravo, ki se bori za 4. mesto. Kavčič pa med tem za Stankoviča, lep sprejem Jakoslava Stankoviča, Španring gre po desni, Španring močno pred gol in krasna podaja na pravem mestu, pa kdo drug kot Matej Poplatnik. 17. minuta in veselje gostov. Krasna akcija, veliko prostora se je odprlo na desni strani, no in to so zdaj velike težave za Aluminij. Videli bomo še v ponovljenem posnetku, če je bilo vse čisto ob tistem začetku akcije, vsekakor Španring je takole pritekel iz ozadja. Brava pa slabo potem proti Kljunu, ki je zdaj sicer pri žogi, Kljun preigrava, dobra finta, tudi v drugo mu je uspelo, Kljun proti Susu, odbija Kavčič, Jagič in na to do zaključnega strela Gorenak, ki pa je žogo preslabo zadev. S temi napakami tudi vabijo nasprotnika Šumarji na svojo polovico. Ampak zdaj je Šaubah, tole je nevarno in rešuje vse skupaj. Gitado je pred njim, Jovan, Jagič do odbite žoge, to je priložnost za strel, Jagič strelja, vendar čez prečko. Imeli tudi psihološki momentum na svoji strani, če izid poravnajo. Suso gre po desni strani, Suso na Matiča, Matiču pacu, zdaj Kljun iz ozadja, pa Gorenak in na pravem mestu Orbanič. No, tole je bila akcija, ki je obetala in samo odstotkom posesti bi bili zadovoljni Šumarji, v to sem prepričan. Zdaj so sicer v težavah. Pečar do strela, trese se zunanji del mreže, pa znova Kljun. Še enkrat Jovan, to je lahko nevarno, vendar pred golovo črto. Nekaj zanimivih posameznikov. Medtem pa Matič, to je lahko nevarno. Jagič ima priložnost in gol! 59. minuta, Aluminij se vrača na krilih igralca, ki v tej sezoni zagotovo najbolj poka od energije na sredini igrišča. In morda tudi zato nagrajen prav s temle zadetkom, ki je zlata vreden v boju za obstanek. 1-1, Bravo torej ni uspelo pravočasno odreagirati. Aleš Arnolj je razmišljal o zamenjavi, ki se bo zdaj zgodila. Luka Kerin bo prišel v igro. Na drugi strani zdaj že v napadu Kerin, Poplatnik, to je sjajna podaja v prostor, Poplatnik je zaobšel Jovanoviča, ki pa je na to fantastično iztegnil roke in tule rešitelj Aluminija na poln preobrat. Naj še enkrat poudarim, Bravo v tej sezoni še ni izgubil, ko je dosegel prvi gol na tekmi. Artom Belji, tule je priložnost za strel, lepo je zavrtinčil žogo, ki pa je zletela čez prečko. Robert Pevnik, zelo pomembna točka v boju za obstanek proti Bravo, ki je v prvem polčasu bil zelo nevaren. Vi pa ste v drugem polčasu potem imeli več energije, prišli tudi do zadetka, lahko bi tudi zmagali. Kako ste sicer sami vse skupaj videli? Ja, res je, dobro. No, rekel, da je Bravo bil prvi polcajt toliko boljši, imel pa je neke situacije, ja, tako. Zabil je ta gol, enostavno odgovorno, igralci se zavedajo te situacije in povedal sem jim, da sem jaz za vse odgovoren, da ne igrajo v polčasu isto in so začeli igrati odgovorno, kombinatorno in potem smo prišli tudi do lepega zadetka in še 3-4 situacije, ki bi nas lahko odpeljale da bi povedali 2-1. Ampak na koncu proti Bravotu 1-1, bom rekel, zaslužila delitev točk in točka, bomo rekli, vsaka točka nekaj pomeni. Mi smo tega držali in smo obrnali v Rogaški.
Vas je kakorkoli skrbelo, ko ste izenačili, da bi se ponovila zgodba iz ponedeljka z Murske Sobote, ali so danes vseeno fantje bili bolj polni energije, tako se je zdelo tudi z roba igrišča? Ja, normalno, da so bili bolj zreli, starajo se in tudi mi bomo začeli te zaključke tekme obračati v naš pozitiven rezultat in važna je ta mirnost in vidimo, da Bravo danes ni imel kaj izgubiti, da je igral odprto, da je puščal 3-4 igralce na naši polovici in je bilo težko po izgubljeni žogi. Šli smo tudi drug polčas v velik rizik, na koncu se nam je splačal 1-1, nisem čisto zadovoljen, ampak točka, ki veliko pomeni v tej borbi za obstanek. Boj za obstanek gre naprej potem z tekmo z Rogaško. Kaj reči o tem obračunu, ki prihaja že naslednji teden? Vroče igrišče, že zdaj se igralci not pogovarjajo o tej tekmi, tako da motivacije ne bo manjkalo in jaz verjamem, da decembra smo že zmagali tam, verjamem, da lahko to ponovimo v Rogaški. Najlepša hvala in srečno. Aleš Arnolot, kar vas spremljamo v prvi ligi Telemach, mislim, da tako jezni, predvsem v zadnjih 20 minutah še niste bili. Kaj vas je motilo pri vaših varovancih? Kaj je bilo tisto, zaradi česar ste vložili toliko energije vi ob robu igrišča? Ja, najprej jim čestitam za točko, ker v bistvu pogoji so zares specifični, sončno vreme, res počasna podlaga, žoga ne gre nikamor in je izredno težko, tako da so zdržali na koncu, da ne bi po neumnosti prejeli nekega zadetka. Jaz bolj kot da sem bil jezen, sem jim prvoščil zadetek, ker smo rabili malo mirnosti, točno v teh situacijah, ker smo pred tekmo govorili 2-1, 3-2, ker je bilo potrebno preprosto navleči nasprotnika, izigrati, poriniti žogo za hrbet in miren ostati, tako kot smo ustvarili 100% šanso, čisto na koncu. In tukaj noter, to v bistvu malo nam je te mirnosti zmanjkalo. Jaz verjamem, da malo absolutno mečkem pritiska, ker v teh zadnjih 3 tekmah je potrebno nabirati točke, če želimo v bistvu ostati na 4. mestu, ampak tako kot sem rekel, bolj kot jeza je bilo to, da se je bilo potrebno umiriti, da je bilo treba igralce poskušati pomiriti do te mere, da te situacije, kjer je bilo dovolj časa in prostora, bolj mirno izpeljemo do konca. Glede na to, da je Aluminij v boju za obstanek, se vam zdi morda, da je povleklo tudi vaše varovance v to nemirnost v drugem polčasu, ko je Aluminij igral agresivneje, pa so potem vaši varovanci ponavljali napake Aluminija iz prvega polčasa? Zdaj na hiter, prvi polčas sicer zelo soliden, imeli smo res veliko kontrolo, še vedno težko, v bistvu Aluminij je čepel res nizko na igrišču in v bistvu je bil v določenem trenutku nevaren neko pol kontro, ampak še premalkrat smo prišli do zaključka napada in res je bilo veliko prostora med linijami in tukaj v bistvu smo prehitro, prebrzo pleto smo te žoge izgubljali, ampak bili dovolj blizu, da zabijemo drugega, potem pa predvsem ta slab vstop v drugi polčas po kratkem solidnem uvodu smo pa v bistvu ratali preveč pasivni in res storili preveč napak in tam dovolili, da je prišlo do tega gola. Ampak vseeno, jaz mislim, da spet je gre še ena tekma, kjer smo ustvarili povsem dovolj, da bi zabili najmanj 2-krat in tudi dovolj kvalitetno branili, da smo prejeli samo enega, tako da tukaj v realizaciji bo treba, bi rekel, bolj kvalitetno stvari izpeljati. Koliko lahko boli ta remi v končnem boju za 4. mesto? To bo pokazal čas, tekme se zdaj vrstijo, zdaj če bojo tudi nasprotniki izgubljali točke, ne bo tako boleče, kolikor bojo pa bolj verižno jih dosegali, potem pa pač bojo dokazali, da so boljši v nas v tem trenutku. Gospod Arnold, hvala in srečno. Hvala vam. Tomislav Jagič, zelo pomembna točka za Aluminij v boju za obstanek z vašim zadetkom. Morda najprej o tej akciji, kako ste vse skupaj videli, veliko krat se vključite v napad, tokrat se je išlo z vašim golom. Pa da, dosta bitna točka za nas, išli smo po sve 3, nažalost evo ta jedna, u biti nije nažalost dosta bitna točka i idemo dalje, ostaje se još 2 tekme. Taj gol koji sam zabil, moram se uključiti, takva je zadaća od trenera i evo, hvala Bogu, ušla je i bitan gol. Kako pomembno je, da ste se pobrali po zaostanku, predvsem tudi v dejstvu, ker ni bilo kapetana Tina Martića pa Sandra Ivanovića, koliko se je to poznalo in koliko ste se zdaj dokazali, da lahko igrate brez njiju? Pa mislim da lahko igramo bez koga, da možemo igrati svi, ima nas 25, 26, moramo se svi pokazati, dokazati treneru na treninzima. 2 fale, znalo je faljati više pa smo morali odigrati. A bitno da smo se vratili, prvo povreme je dosta teško i nama i njima, oni su zabili. Drugo povreme smo puno bolje ušli u tekmu, imali smo svoje šanse, mi da smo imali nakon gola još šansi, imali su i oni onu 100% još, hvala Bogu, mali je
izvadili to i idemo dalje. Pred nama su još 2 tekme, 2 koje su nam jako bitne i to je to. Najlepša hvala in srečno. Hvala puno. Matej Poplatnik, prišli ste do novega zadetka, na koncu vaša ekipa sicer ni zmagala, vi ste imeli še eno priložnost, trener je opozoril zelo zahtevne, specifične razmere. Kako ste vi sicer videli, morda prvi, drugi polčas, kakšna razlika? Ja, sigurno, ampak razmere za nas in za njih, v bistvu za vse. Prvi polčas dobra energija, dobra nekako tekma z naše strani, mislim, da smo imeli pod kontrolo, mogoče bi lahko dal še kakšen gol več, ampak nič je šlo. Drugi polčas pa ja, se je videl nek padec, mogoče malo preveč nervoze na momente, ampak priložnosti več kot dovolj. Že sam sem imel eno lepo, kjer bi lahko tam zaključil na 2-1, ampak vse nimamo kaj, zdaj je konc, zdaj moramo vse glave dati skupaj, dobro trenirati, če 2 tedna sta do konca. In v bistvu bi dal bolj poudarek na to, da probamo prenesti igro iz prvega polčasa tudi v drugi. To je naša naloga, k temu težimo in vse bomo naredili, da bomo v bistvu naslednji teden še boljši. Koliko vas je morda vseeno ujezilo na igrišču, da ni bilo tiste natančne podaje v luknje med branilce, ki jih je bilo kar precej, predvsem v prvem delu. Vi znate to odlično izkoriščati, tudi druga priložnost za vas je prišla na ta način. Kaj je morda manjkalo, da bi vaši soigralci večkrat poskušali izkoristiti ta medprostor? Pa zdaj jaz se težko v bistvu bi to komentiral, jaz je res, da v bistvu moja naloga je, da iščem ta prostor, zdaj žoga pride kje ali ne, v bistvu ni na mene. Sigurno pa bi igralci mi hoteli podati, ni zdaj kle karkoli tazga, da mi ne bi hoteli, ampak mogoče v tistem trenutku niso videla prostora ali pa kaj tazga. Tako da jaz v bistvu nobeno ne zameram nič, še zmeraj lahko rečem, da kot nek najstarejši član ekipe sem zelo ponosen na svoje igralce in vodstvo, ker v bistvu za nami zaenkrat vrhunska sezona, ampak gremo še speljati ta 2 tedna do konca. Matej, najlepša hvala in srečno. Hvala, srečno.